Hej, Kali v vaši družbi, juhu, ste me kje pogrešali. Danes bi rada govorila o eni temi, ker mislim, da skozi govorim triki, heki, nasveti, novosti, vse živo. In pozabljamo na ene stvari. Pozabljamo, da naš posel, da naša rast ni narejena samo to, da smo mi na 224 ur na dan. Da mi samo delamo. Mi rabimo tudi vmes reset narediti. Reset, da spočijemo možgane, ker samo takrat, ko so naši možgani spočiti, mi dobivamo nove ideje, sveže ideje. In včasih naše ideje preprosto pridejo v sanjah. Ali pa hodimo po cesti in dobimo idejo, pa poslušamo glasbo, ali pa poslušamo Kali, pa dobimo eno čist kontra idejo. Nekaj, kar jaz sploh ne govorim. In te ideje za naš posel, za našo rast, za našo prepoznavnost, ker še enkrat ponavljam, če nimate svojega brenda, če nimate svojega posla, morate vedeti, da ste vi brand. Vi ste brand. Lahko ste pevka, lahko ste model, lahko ste marsikaj, lahko ste ustvarjalka. Ampak tudi, če nimate nobenega talenta, vi ste brand. Vi lahko delate svojo rast na socialnih omrežjih. Vi lahko gradite na svoji prepoznavnosti na socialnih omrežjih in potem sodelujete z drugimi, ki imajo svoje brende, prodajate torej njihove izdelke ali pa reklamirate njihove izdelke. Lahko temu rečemo influencerstvo, lahko temu rečemo karkoli pač želimo. Tako da ne pozabljati, da ste vi brand, vi ste brand, vi ste personal brand. In ta personal brand rabi kdaj tudi pauzo, reset, recharge. In to je ful pomembno. Če mi samo delamo, smo v tem kolesu, ki delamo, se nam zgodi nekaj. Zgubljamo našo kreativnost. Mi pa v poslu potrebujemo kreativnost, ker brez kreativnosti smo mi samo mrlič na dopustu. Kreativnost je dejansko ključ našega posla in uspeha. Poleg tega, da vse dajemo v prakso, kar vas jaz učim. Ker biti kreativen je biti drugačen. Biti kreativen je notranje osvobojajoče in biti kreativen je nekaj, kar dejansko privlači ljudi. Tako da ne izgubljati te vaše kreativnosti. Dajte pauzo narediti, dajte narediti reset, dajte narediti recharge. Ker ko začnemo izgubljati kreativnost, pomeni, da smo preveč v nekem kalupu. In ko smo v kalupu, smo zaciklani. In ko smo zaciklani, ne vemo več, kako naprej. Oziroma postajamo utrujeni. Smo pod stresom. In te stvari ne delujejo dobro na naš posel. Ker kot podjetniki smo ful pod stresom. Ekstremno, ker to je naš posel. In če ne bomo dovolj prodali, če ne bomo dobili dovolj strank, ne bo dovolj denarja, ne bomo mogli plačati položnice, hitro lahko pademo v ta stres. Hitro je lahko ta cikl in kalup. Tako da, reset, recharge, zadihajte, da boste ostali kreativni, ker kreativnost vas bo vodila skozi posel. Kreativnost bo nosila nove stranke. Kreativnost je ful pomembna za naše življenje. Ne samo za naš posel, za našo osebno rast. Naredite karkoli morate, res ni važno, kaj boste naredili. Važno je, da nekaj naredite, da dobite reset, recharge nazaj. A je to kava s prijateljico? V mojem primeru buildam in boostam kreativnost tako, da dejansko dam posel na stran in sem dobesedno kreativna, se pravi slikam. Druga zelo super metoda, ki meni ekstremno pomaga, da grem nekam, kjer je voda. Morje po možnosti, če ne jezero, če ne je reka, če ne je vse nek potoček, če ni, makar je luža. Voda nas zdravi. Voda mora biti tekoča, tako da luža ni glih dobra izbira, ampak tekoča voda, ker tekoča voda vam bo to kreativnost prinesla nazaj. Tekoča voda vam bo tudi prevetrila vaše misli. Misli so pomembne, misli morajo ostati čiste,
bistre. Pejte v naravo, povežite se z naravo, ful pomaga, to je res dober recharge. Pejte na kolo, če radi kolesarite, pejte plava, če radi plavate, pejte igrati odbojko, košarko, ni važno. Skačite gumi twist, skačite čez kolebnico. Zaprite se v sobo in vpijte na glas. Preberite kako knjigo, ni važno. Važno je, da najdete način, ki vam funkcionira. In ga rabite, ker potrebujete ta ventil. Ne moramo biti skozi v poslu, rabimo torej tudi recharge, da dobimo kreativnost in ko bomo dobili spet kreativnost, bomo imeli nove ideje, nove zamisli za objave, za posel, za akcije, za produkte, za karkoli pač v življenju delate. Zdaj pa akcija. In to drugačna akcija, kot jo ponavadi zahtevam od vas. Ja, ponavadi rečem, dajte stvari v akcijo. Zdaj pa hočem akcijo, da nič ne date v akcijo. Hočem, da je vaša akcija, da vržete vse, kar imate, pač ne tako, da se razbije, ne, zdaj računalnika vrš po tleh pa telefona, ampak ne, papirje vržte jih, kamor želite, v zrak, juhu. V glavnem, vzamite si uro časa zase. Svet ne bo propadel, svet se ne bo ustavil, še vedno bo tukaj. Vi pa boste, zaradi tega, ker ste si vzeli 1 uro časa zase, ful boljši, ful bolj produktivni, ful bolj kreativni. Ja? Reset. Recharge. Ful pomembno v poslu. Antistres. Se vidimo naslednjič.